Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v naši redni tedensko-informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Po nekoliko daljši odsotnosti zaradi pošasti imenovane koronavirus smo tokrat pripravili nekoliko krajšo verzijo naše informativne oddaje. Tako kot vi se tudi mi nadejamo, da se bodo stvari v doglednem času vsaj koliko toliko postavile na pravo mesto oziroma na čas pred virusom. Nastopi glasbenikov pred domom starejših. Minister Zvonko Černač na obisku v Slovenski Bistrici. Tretja dopisna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Slovenjebistriški glasbeniki so se odločili, da bodo vsaj nekoliko polepšali dneve stanovalcem in zaposlenim doma dr. Jožeta Potrča, enote v Slovenski Bistrici, med epidemijo novega koronavirusa. V ponedeljek, 4. maja, sta pred domom starejših nastopila Rok Švab, član skupine Modrijani, in Martin Juhart iz Poskočnih muzikantov. Draga družba, mi da zbarte vam želimo še naprej lep dan, s tole pesmijo se proslavljamo, naj vas Bog živi še naprej. Ko zlato sonce spaca goro gre, se zberemo in puhtamo, kaj za najboljše bo. Zastav je naš godovnik prav gotovo že, pa nič ne ve, še sanja ne, kaj mu pripravljamo. Zuj, ko za prijatelje spet prekratka noč, se pilo bo nazdravljalo do jutra belega. Spet na zlatovince v dobro bo pomoč, kot tiste dni smo bili na vasi še dovolj. Živi in že mnoga leta, skupaj preživita, poživimo vsi. Domače pismi ti zvenijo, sem naj zaželijo, lepe srečne dni. Sonce spaca goro gre, se zberemo in puhtamo, kaj za najboljše bo. Zaspal je naš godovnik prav gotovo že, pa nič ne ve, še sanja ne, kaj mu pripravljamo. Zuj, ko za prijatelje spet prekratka noč, se pilo bo nazdravljalo do jutra belega. A zlatovince v dobro bo pomoč, do tiste dni, ko smo bili na vasi še dovolj. Živi in še mnoga leta, skupaj preživita, poživimo vsi. Domače pesmi ti zvenijo, sem naj zaželijo, lepe srečne dni. V Slovenski Bistrici se je mudil minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač. Sestal se je z županom dr. Ivanom Žagarjem ter si ogledal regijski center za ravnanje z odpadki na Pragerskem in industrijsko cono Impol.
Na obisku so ministra spremljali tudi državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko magistra Monika Kirbiš-Rojs, poslanka državnega zbora magistra Karmen Furman in državni svetnik Milan Ozimič. Z obiskom Slovenske Bistrice je Ministrstvo za strateške projekte in kohezijo začelo niz pogovorov po občinah, ki se bodo vrstili do konca junija. Več o namenu teh pogovorov je povedal Zvonko Černač, minister, pristojen za strateške projekte in kohezijo. Namen teh pogovorov, predvsem župani pa tudi ostalimi deležniki, ki so vpeti v izvajanje evropske kohezijske politike, je izmenjava mnenj glede težav, ki se pojavljajo pri črpanju sredstev v okviru obstoječe finančne perspektive, ki se v kratkem izteka. In drugi namen je pridobitev oziroma izmenjava mnenj glede programa bodoče finančne perspektive 2021-2027, ki se v teh dneh pospešeno pripravlja in ki naj bi po naši oceni bila zaključena v letošnjem letu na nivoju Evropske komisije. Zdaj v Sloveniji, kot vidite, skoraj ni občine, mislim, da ni občine, ki ne bi v preteklih letih uspela izpeljati vsaj enega projekta financiranega z sredstvi iz skladov Evropske unije. Poznamo veliko dobrih zgodb, danes smo si ogledali dve izmed teh, poleg te cone tukaj Impola, še Center za ravnanje z odpadki in kjerkoli se bomo nahajali tudi v nadaljevanju tega obiska danes, ker imamo namen obiskati še občino Radenci in Lendavo, je ogromno projektov, ki so bili izpeljani. Res pa je, da je bila težava pri veliki večini večjih projektov, predvsem tistih, ki so pogojeni s takimi ali drugačnimi presojami, v tem, da so se časovnice izvajanja izredno spreminjale in projekti niso bili izvedeni v večini primerov tako, kot bi morali na začetku biti. Iz tega razloga tudi v okviru obstoječe finančne perspektive je ostajal velik izziv oziroma rizik za izpad črpanja vseh evropskih sredstev. Ocena je bila, da je ta riziko v obsegu okrog 300 milijonov evrov. Z spremembami, ki so bile sprejete na nivoju Evropske komisije in Evropskega parlamenta v marcu in aprilu letos, kjer so bili s spremenjenimi mehanizmi omogočene spremembe črpanja, predvsem za posledice spopada z pandemijo. Ocenjujemo, da bomo za te nove namene, predvsem na področju trga dela, spravi ohranitve zaposlenih, podpora gospodarstvu, podpora zdravstvu in izpolnitvi zdravstvene infrastrukture ter podpora ostalim programom na področju raziskovanja in šolstva namenili okrog 280 milijonov evrov sredstev. V ta namen je bil že spremenjen operativni program za obdobje 2014-2020, ki je bil tudi na odboru za spremljanje konca aprila potrjen in v naslednjih tednih, mesecu bo sledila tudi operacionalizacija teh sprememb. Naša ambicija je, da v skladu z usmeritvami Evropske komisije, poleg posameznih poenostavitev izvajanja projektov Evropske kohezijske politike v prihodnji finančni perspektivi, tudi na nivoju Slovenije, se pravi v skladu s temi usmeritvami, da naj tudi nacionalne države predvidijo poenostavitve, opravimo svoj del posla. Nekaj sprememb se je že zgodilo, predvsem na področju lažjega pridobivanja posameznih dovoljenj. Največji del pa nas čaka v okviru tega tretjega zakonodajnega svežnja, ki je namenjen poenostavitvam administrativnih in ostalih postopkov s ciljem, da se operacije, ki se niso izvajale tako, kot bi si vsi želeli, v prihodnem obdobju pospešijo, seveda ob upoštevanju vseh veljavnih standardov, ki veljajo tako na nivoju Evropske unije kot v Republiki Sloveniji. Župan dr. Ivan Žagar je kot predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije za prihodnjo finančno perspektivo poudaril. Kar se tiče občin, je seveda vlada naredila že res prvi pohvale vreden korak, ko nam je povečala povprečnino. Zdaj sem prepričan seveda, da bo naredila še tudi tega naslednjega, da se bodo pospešili, kar zadeva obstoječe finančne perspektive, torej vsi ti projekti, ker so predvsem težave
po naši oceni v počasnem birokratskem aparatu, tako da jaz verjamem, da se bodo te stvari pospešile. Nenazadnje je to nujno potrebno tudi iz vidika zagona torej gradbeništva. Po drugi strani smo tudi govorili, kot je že bilo rečeno, okrog nove finančne perspektive, kjer jaz seveda verjamem, da bo znala torej vlada prisluhniti tem vzhodnem delu Slovenije, da bomo končno stopili na pot skladnega regionalnega razvoja in da se bodo začele te razvojne razlike zmanjševati. Župan, dr. Ivan Žagar, je ministru predstavil tudi 3 projekte, ki so zelo pomembni za nadaljnji razvoj občine Slovenska Bistrica. Zdaj, kar zadeva same občine Slovenska Bistrica, sem predvsem opozoril na 3 projekte, ki se tudi dotikajo kohezijskih sredstev. Zdaj prvi je torej tudi naš projekt iz dogovora razvoj regij, gre za kanalizacijo na Zgornjem Polskavi, ker pač apeliramo, da se postopki na Ministrstvo za okolje in prostor čim bolj pospešijo, da čim prej prijemo sklep oziroma do odločbe in da lahko tudi ta projekt, ki je v bistvu ima gradbeno dovoljenje, ker je razpis pripravljen, lahko tudi operativno štarta. Zdaj druga stvar je seveda projekt vozlišča na Pragerskem, ker tudi v bistvu gre za pač težave pri dobivanju okoljevarstvenega soglasja. Tam je celo že pogodba po našem vedenju z izvajalcem podpisana, tako da jaz verjamem, da bodo tisti projekt pospešili, ker tudi lahko štarta takoj in tudi spet prispeva ob tem, da se seveda urejujejo stvari, ki so pomembne za železniško infrastrukturo, nenazadnje tudi kar pomeni zagona gospodarstva. In tam je kar nek delež kohezijskih sredstev, mislim, da okrog 40 milijonov namenjen za ta projekt. No, zadnja stvar, ki pa mogoče ne toliko direktno tangira v tem trenutku službo za razvoj, je pa res, da je pa nadaljevanje projekta, ki pa je bil financiran iz kohezijskih sredstev, torej ta širitev cone tukaj v Impolu, gre za seveda izvedbo zahodne voznice, no, ampak kar pa zadeva tega projekta, pa vse po informacijah, ki jih imamo, bi naj v naslednjih mesecih tudi operativno ta projekt dejansko stekel. Zdaj, praktično so vse stvari že tako rekoč v zaključni fazi, tudi kar se tiče razpisa za izvedbo. Upamo seveda, da ne bo kakih revizij nepotrebnih, ki bi lahko za stvari zavlekle in da bo torej končno tudi stekla gradnja te zahodne obvoznice, ki jo na eni strani seveda čakamo mi kot mesto Slovenska Bistrica, na drugi strani smo prepričani, da tudi seveda podjetje Impol, ki jo tudi potrebuje iz vsaj 2 vidikov, gre za logistiko in gre nazadnje za energetsko oskrbo Impola. No in seveda v sklopu naslednje finančne perspektive, pa tudi vsteče, smo pozorili tudi na razvojne projekte, ki recimo tudi tangirajo metalurgijo, ki pomenijo razvoj, ampak gre za to, da bi ti projekti v prihodnje povezovali seveda razvojne inštitucije na eni strani, na industrijo na drugi, in da bi bili mogoče bolj aplikativno naravnani, kot so bili zdaj. Torej, da tisto, kar se raziskuje, potem daje konkretne rezultate v gospodarstvu z povečano dodano vrednostjo. Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor skupine Impol, je povedal, da je Impol kljub epidemiji v prvih 4 mesecih posloval tako, kot so načrtovali konec preteklega leta. Seveda nam se zdi zelo pomembno, da imamo priložnost, da se pogovarjamo z oblastjo, da predstavljamo težave, s katerimi se srečujemo, kaj nas muči, pa seveda tudi predstavimo priložnosti, ki vidimo, če se povežemo skupaj z institucijami znanja, državo in pa samo industrijo. Te projekte, ki so v tem trenutku odprti, govorimo o obvoznici, ne bi preveč izgubljal besed, verjamemo v njo. Mislim, da smo že toliko daleč, da jo bomo uspešno zaključili. Kaj se pa tiče same skupine Impol in pa vpliva koronavirusa, lahko povem, da v letošnjem letu v obdobju od 1 do 4 poslujemo v skladu z načrtanimi plani, ki smo si jih postavili v koncu leta 2019. Pri tem seveda je potrebno poudariti, da pa smo v mesecu aprilu porabili tisto, kaj smo si ustvarili nekaj viška v prvih 3 mesecih. V torek, dne 28. aprila,
je župan dr. Ivan Žagar sklical 3. dopisno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Na dnevnem redu je bila ena sama točka, in sicer soglasje k imenovanju Urše Stedmak za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Svetniki so svojo odločitev lahko sporočili po telefonu ali po elektronski pošti. Soglasje k imenovanju je bilo izglasovano. V Laporju zaradi kriznih razmer ni bilo uradne otvoritve novozgrajenega vrtca. Vrtec bo predvidoma pričel obratovati v ponedeljek 18. maja. Več pa v pogovoru z ravnateljico osnovne šole Gustava Širiha, Greto Voglar. Prvič se v vzgojno-izobraževalnem obdobju po 120 letih v Laporju dogaja, da mi sploh dobimo novo pridobitev na tem področju. Skratka, v šoli smo pred 10 leti odstopili šolske prostore, zato da smo sploh lahko omogočili vsem otrokom, ki vrtec v Laporju potrebujejo, neko varstvo in program kot takšen. Zdaj s pridobitvijo novega vrtca pa dobimo v šoli zopet nazaj svoje prostore, ki jih zelo, zelo potrebujemo. Hkrati pa seveda tukaj so čudoviti prostori in jaz upam, da bomo zadihali s polnimi pljuči in lahko začeli početi to, kar bi pravzaprav radi in si želimo. Kot rečeno, so ti novi prostori čudoviti, kako so razporejeni, kaj vse je na voljo v teh prostorih? Ja, trenutne potrebe zadnjih par let so v Laporju bile po 4-oddelčnem vrtcu, toliko je ta kapaciteta, ki je za Laporje potrebna. Se zgodi nekje od maja dalje, da bi že lahko kakšnega otroka dodatno, pa ni prostorskih pogojev, zato se je ta vrtec zgradil kot 5-oddelčni. To pomeni, mi s tem vrtcem pridobivamo 5. prostor in če bodo zahteve, potrebe večje po prostorih, bomo lahko tudi omogočili ostalim otrokom. Sicer pa imamo seveda prvo starostno obdobje predvidena 2 oddelka in drugo starostno obdobje predvidena 2 oddelka. 3., 5. igralnica pa pač tista, ki bomo se prilagajali staršem in potrebam. Kaj pa ostali prostori? Imamo čudovito skupno dvorano. Pomeni, ta dvorana bo služila 2, 3, 5-krat na leto za neke prireditve. Sicer pa je to vsakodnevni telovadni prostor. Do zdaj vrtčevski otroci v Laporju niso imeli pogojev, niso mogli imeti telovadnice. Igrali so se zunaj, tu in tam v kakšni naši dvoranci šolski, ampak tukaj je prostor opremljen kot telovadnica, tako da bodo lahko te potrebe, ki so nujne za otroko lep razvoj, bomo zdaj imeli omogočeno vsakodnevno. V ponedeljek bi naj se otroci vrnili v vrtce. Kako ste pri vas pripravljeni na to in seveda koliko otrok bi pravzaprav lahko prišlo v vrtec? Mogoče bi kar s tem začela. Trenutne potrebe staršev so takšne, da smo lahko zagotovili vsem otrokom varstvo. Pa ta trenutek bi bilo težko več, če bi bila pa ena skupinca, pa imamo še 5. igralnico prazno. Pomeni, v Laporju trenutno težav ni na tem področju. Tako da mi smo pripravljeni maksimalno, kolikor se lahko glede na izhodišča NIJZ in Ministrstva za šolstvo. Seveda je pa kup odprtih vprašanj, s katerimi se spopadamo tako ravnatelji kot same strokovne delavke, starši, kajti organizacija bo nekoliko drugačna, kot je bila pred tem. Jaz pravim, prvi teden bo najbrž konfuzen tako v Laporju kot povsod po Sloveniji, ampak se bomo prilagajali in potem iskali neke rešitve, da bodo primerne in v zadovoljstvo vseh. Koliko strokovnih delavk bi torej po teh načrtih začelo delo? Trenutno 8 delavk strokovnih, te strokovne delavke imamo zaposlene. Kolikor bodo pa kakršnekoli zahteve, potrebe ali navodila strani ministrstva drugačne, pa se bomo tudi temu prilagodili. Strokovnjaki pravijo, bolezen ne izbira. Zato ostanimo doma, ostanimo zdravi. Ne družimo se zdaj, da se bomo družili kasneje. Le poglej na svet, daj poskusi živeti, nikjer tu še ni nobene, kaj potem tak ven te žene, da si pospraviš doma, saj tudi krpa velja, da izboljšaš stanje v svetu in naprej uživaš letu. Za vse okoli sebe, vse, ki se borijo, vse ostale poleg tebe, naj zgodbe naučijo, da tu ni za bedarijo.
4 dela od doma. Ostanimo doma, da nas bo drugo leto še več, ki bomo peli skupaj. S petjem pa zato, da nas bo prihodnje leto v Združenih zborih še več, da bomo peli še bolj glasno in s še daljšim odmevom. Zato ostani doma. Pozdravljena Slovenija. Glede na to, kakšne razmere so prišle tudi do nas, mislim, da nam ne preostane drugega, kot pa da se nekamo srečevati z ljudmi po nepotrebnem in da ostanemo doma. Kajti samo tako bomo lahko preprečili širitev tega virusa. Vem, da skupaj nam bo to uspelo, tako da bodite odgovorni in ostanite doma. Zaščiti sebe in druge. Ostani doma. Zaradi izrednih razmer smo vsi primorani ostati doma. Zato vas tudi športniki pozivamo. Spoštujte navodila in ostanite doma. Pomagajte vsem, ki so v tem času na delovnem mestu in izpostavljeni okužbi z virusom. Hkrati pa tudi nam športnikom, da bomo lahko čim prej trenirali in sledili svojim ciljem. Upoštevajte pravila izolacije, dajte poudarek na umivanje rok in pravilno zaščito na javnih mestih. Skupaj nam lahko uspe. Ostani doma. Strokovnjaki pravijo, bolezen ne izbira. Zato ostanimo doma, ostanimo zdravi. Ne družimo se zdaj, da se bomo družili kasneje. Ostanimo doma. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Kaj mi korona bo, previden sem zelo, si roke umivam pridno dan na dan. Doma je treba bit in pridno vas učit, čeprav ne vidimo vas vsaki dan. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Pogrešamo vas vsi, nazaj želimo si, da naša šola zopet zaživi. Tudi kuhar čaka že, da v loncu kaj zavre in hišnik travo spet nam pokosi. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Aplikacije vse obvladamo, vse ve, e-asistent, Google, e-učilnice, Teams. Dnevna soba zgleda kot učilnica, tako zvezki, knjige, ravnilo, kalkulator, računalnik, ulice, enciklopedija, radirka, svinčnik, globus, vse ne vidi. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Jaz bi šel v šolo, res bi šel v šolo, doma za kompom ne bi več sedel. Jaz bi šel v šolo, prav rad bi šel v šolo, nisem nor, da bi doma čepel. Nisem nor, da bi doma čepel. Nisem nor, da bi doma čepel. Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 4. maja do 11. maja obravnavali 2 kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari. Kaznivo dejanje zatajitve
in 6 kaznivih dejanj tatvine. Slovenska Bistrica. S kaznivim dejanjem zatajitve je neznani storilec oškodoval lastnika za 700 evrov. S kaznivim dejanjem tatvine je neznani storilec lastnika oškodoval za 800 evrov. Policisti so bili obveščeni o 14 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali eno prometno nesrečo kot prekršek. V 12 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo. Zaradi povzročitve prometne nesreče so povzročitelju izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 44 plačilnih nalogov. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 17 intervencij, in sicer 6 intervencij v zasebnem prostoru in 8 intervencij na javnem kraju. V 2 primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga, v ostalih primerih pa z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 so opravili tudi več nadzorov na javnih površinah in ugotovili 4 kršitve. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica, to je tudi vse, kar smo za vas pripravili v tokratni informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. Vse dobro in ostanite zdravi!